No, nastopil pa je čas za razglasitev zadnjega letošnjega zmagovalca v kategoriji dolgoročna prisotnost. Ja, znotraj te kategorije želimo izkazati spoštovanje tistim, ki so na našem trgu že tako dolgo, da so pravzaprav domači. Z dolgoročno obvezo k investiranju v lokalno okolje se investitor na neposreden in dolgoročen način veže na lokalno okolje ter zavezuje k njegovemu razvoju, kar je vredno vsega spoštovanja. In letošnjo nagrado v kategoriji dolgoročna prisotnost prejme Papirnica Vevče in z veseljem jih je naša terenska ekipa obiskala v njihovem domovanju. Poglejmo. Papirnica Vevče je eno najstarejših industrijskih podjetij, saj v letu, ki prihaja, praznuje 180 let delovanja. Ob svojem nastanku leta 1842 je bila znanilec industrijske revolucije na slovenskih tleh, v nadaljevanju pa gibalo razvoja kraja in širše. Že leto po izumu izmeničnega toka so 15. aprila leta 1897 prvi v Evropi zagnali hidroelektrarno Fužine in si tako zagotovili lastno proizvodnjo elektrike. Po drugi svetovni vojni je bila v tovarni zasnovana srednja šola tiska in papirja, ki je bila valilnica papirniških kadrov za področje držav bivše Jugoslavije. Leta 1947 je bil v Papirnici Vevče ustanovljen Inštitut za celulozo in papir in nenazadnje papirniški pihalni orkester, ki je zrasel iz vrst zaposlenih v Papirnici Vevče, ustvarja in žanje uspehe na umetniškem področju že več kot 120 let. Lastništvo se je nekajkrat zamenjalo. Leta 2004 pa je 100-odstotni lastnik Papirnice Vevče postalo avstrijsko podjetje Brigl & Bergmeister iz Niklasdorfa. Danes je Papirnica Vevče s svojimi izdelki in procesi zgleden model trajnostnega razvoja v industriji. Podjetje Papirnica Vevče proizvodnja je skupaj s sestrskim podjetjem Papirnica Vevče v letu 2020 presegla 100 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid je znašal 10 milijonov evrov. Podjetji sta zaposlovali v preteklem letu 251 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je v letu 2020 presegala 91 tisoč evrov. Podjetje ima bonitetno oceno A1++. Preko sestrskega podjetja Papirnica Vevče pa izvozi več kot 95% svoje proizvodnje. Komisija se je odločila, da letos nagrado FDI Award v kategoriji dolgoročna prisotnost podeli podjetju Papirnica Vevče proizvodnja d.o.o., saj je njegov tuji investitor v Sloveniji prisoten že več kot 3 desetletja in skupaj z njim je druga najstarejša papirnica na Slovenskem, danes vodilni evropski proizvajalec papirjev za etikete in gibko embalažo. Najprej se zahvaljujem za podelitev te nagrade Spiritu Slovenija in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da nas je prepoznalo kot podjetje dobre prakse, ki je že pred več kot 30 leti pritegnilo tujega investitorja. Največja zahvala za to gre zaposlenim v Papirnici Vevče in prav tako vsem zaposlenim v podjetju Brigl & Bergmeister za dobro sodelovanje v vseh 30 letih. Nagrada je zelo razveselila tudi lastnika, ki jo je sprejel kot eno pozitivnih novic v teh težkih časih. Najlepša hvala za podeljeno nagrado še enkrat. No, zdaj pa bomo govorili o industriji, pri kateri je res bilo veliko sprememb. Sploh pri takem podjetju, kot je Papirnica Vevče, s to dolgo tradicijo. Na katerega od certifikatov za trajnostno naravnanost ste najbolj ponosni oziroma pri katerem je bilo potrebnih največ sprememb? Ja, Papirnica Vevče obstaja že 180 let. In težko bi bilo izpostaviti en certifikat, ker je vsak bil zase določen izziv in določena sprememba. Lahko bi pa rekel, da smo se kot industrija sama, ne samo kot Papirnica Vevče, totalno spremenila iz nekega grdega račka v enega laboda, ki je okoljsko osveščen, ki zmanjšuje vplive na okolje, ki osvešča svoje ljudi, sledi najmodernejši tehnologiji, ki jo ponujajo proizvajalci tehnologije na svetu, da definitivno
to sonaravnost in sobivanje v okolju zmanjšuje na minimum. Pa povejva, katere so tiste spremembe, ki podjetje usmerjajo v smer trajnosti? Ja, najbolj važno je, da poizkušaš skozi lastne procese, ki jih obvladuješ, zmanjševati vpliv navzven. Se pravi, treba je zapirati svoje krogotoke, treba je biti osveščen, kako koristiti naravne materiale in jih do onemoglosti izkoristiti brez odpadkov, brez najmožnejših vplivov na okolje. Na drugi strani pa tudi konec koncev trajnostno delovanje, če izpostavim naše prostovoljno gasilsko društvo, podpiramo že več kot 140 let. Papirniški pihalni orkester, poznan po Sloveniji, podpiramo več kot 120 let. Tako da delujemo zelo družbeno odgovorno, ker tudi šolam, vrtcem podarimo vsako leto kar nekaj kamionov papirja za njihovo ustvarjanje. Tako da se čutimo, da smo sonaravni, trajnostni skozi celotno naše dobo. Lahko rečeva tudi, znanje se ne zavrže, ampak reciklira, tako gre naprej iz očeta na sina, ne? Veliko je te tradicije v tej hiši. Ja, kar veliko je družin v naši tovarni, kjer se je tradicija nadaljevala. En primer sem tudi jaz, kjer se iz mojih prastaršev in staršev nadaljuje tradicija delovanja v tej tovarni. Sem Vevčan, vse skozi, tako da tovarno poznam takole. Iz časov, izpred 60 let, pa zdaj to so res grdi raček in labod. Kaj vam pomenijo to vrstna priznanja za trajnostno usmeritev? So danes potrebna tudi za vašo industrijo ali lepo nakazujejo smer, v katero se velja razvijati tudi naprej? Poglejte, sama priznanja ni take vrednosti, če v ozadju ne stojijo ljudje in vsi tisti zaposleni, ki to izvajajo in delajo, ne. Priznanje je zgolj prepoznavanje nekoga drugega in dodeljevanje nekega potrdila, da to delaš res prav in v pravo smer. No, nekako splošno mnenje je, da vaša industrija tudi proizvaja ogromno odpadkov. Pa vendarle ste lahko tudi dober primer krožnega gospodarstva. Kako? Ja, jaz stalno govorim, da papirna industrija ne proizvaja odpadkov. Odpadek mi lahko definiramo kot surovino na napačnem mestu. Mi stalno razvijamo možnosti in primere, kako naš odpadek ali ostanek iz proizvodnje koristiti tudi v kakšni drugi industriji. Najnazadnje, papir je naraven material, ne, in naravni materiali so možni v končni konsekvenci uporabni tudi kot gnojilo. Zato z šolami in tehnologije in fakultetami razvijamo več uporabnost tega materiala. Zanimiva zgodba je, ko mi zapiramo naše delovanje krogotokov v papirnem stroju, ne, in predno spustimo vodo nazaj v naravo, ki smo si jo izposodili za naše delovanje, jo tudi očistimo, ne. In očistimo jo preko biološke čistilne naprave, ki mu jaz pravim živalski vrt, kjer je milijarde organizmov, ki pojedo še tisto koristno, kar je v teh vodah, predno jih spustimo v naravo. In kot veste, vsak živalski vrt ima stranski produkt, to je gnojilo, ne, in tudi mi skozi ta naš živalski vrt dobimo tako gnojilo, ki je potem uporabno v različnih stvareh. Se pravi, težimo k temu, da odpadkov ni. Kako je z dobavnimi verigami na vašem področju? Namreč vemo, ostale industrije so imele kar veliko težav, sploh v teh koronskih časih. Ja, koronski časi so res pustili neko nenormalno sled, ki se še kar nadaljuje. Moram reči, da z zaposlenimi vedno kreiramo možnosti in prilagoditve, da ne pride do zastoja v proizvodnji. Ravno tako dobro sodelovanje z dobavitelji stalno pomaga, da smo preskrbljeni z materiali. Ampak nikoli ne veš, ali se prebrne kaj v dobavni verigi. Zaenkrat nismo imeli težav, tako da v teh težkih časih je pač treba včasih tudi kaj počarati. Ampak
Slišali smo, ne, inovacije zelo, zelo pomembne tudi za vašo industrijo. Kakšne so možnosti tudi v prihodnje za uporabo recimo alternativnih surovin za proizvodnjo papirja? Zdaj, če govoriva surovine za proizvodnjo papirja, bi rekel, ostanemo pri tem, kjer smo. Mi uporabljamo rastoče surovine iz gozdov, kjer se gospodarijo in so naravno pridobivajo surovine, da nimamo vpliva na okolje, z tega kažejo tudi certifikati, ki jih imamo, da se zavedamo tega in da forsiramo to, ker ta čudovit material papir, ne, je naravni material, pridobljen iz rastočih materialov, vsestransko uporaben in izredno dober nadomestek nekih drugih materialov, ki delajo več težav pri recikliranju in odlaganju v okolje kot pa sam papir. No, to priznanje naj bo tudi priložnost za praznovanje in tudi zaključiva optimistično. Kakšne so papirnate sanje za naprej? Poglejte, izzivov je ogromno. Ne? Če optimistično zaključim, tudi te korona časi so nam odprli novo dimenzijo. Lažje je prebroditi vse izzive, če nisi sam. Z našim lastnikom, matično firmo Brigel & Bergmeister v Avstriji, zelo dobro sodelujemo že več kot 30 let in oboji se čutimo močnejši, ker izmenjujemo dobre prakse med sabo, ne samo na management nivoju, ampak tudi operativno zaposleni si izmenjujejo pač te poglede in prakse, tako da nismo sami skozi dobro sodelovanje, ko pridejo novi izzivi. Hvala lepa in srečno. Hvala.